O novem družinskem zakoniku, komentar dneva, Roman Kuhar. Potem, ko je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pred dobrim tednom predstavilo nov družinski zakonik, so dežurni moralisti pričakovano zagnali vik in krik, češ da bo družina dokončno razvrednotena, saj družinski zakonik predvideva pravno izenačitev raznospolnih in istospolnih parov. Reakcija je bila pričakovana, saj je bila družina tudi v zgodovini vedno polje ideoloških spopadov. Ko je minister Svetlik napovedal modernizacijo definicije družine, je pravzaprav opozoril na to, da je čas že zdavnaj povozil definicijo družine iz 70-ih let, ko je nastal obstoječi zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Dejstvo je namreč, da je družina skozi čas ohranila svoje primarno mesto v družbi, prav zaradi tega, ker je bila dovolj fleksibilna, da se je prilagajala spremembam v družbi. Različnost družinskih oblik je družino ohranilo kot eno temeljnih družbenih institucij. Ironija je torej v tem, da tisti, ki najbolj vehementno zagovarjajo zgolj tradicionalno družino, na dolgi rok pljuvajo v svojo lastno skledo. Nov družinski zakonik pravno regulira različne oblike družin, v katerih odraščajo otroci. Zakonik prav zaščito otrok postavlja v ospredje, kar se mi zdi dobro, tudi zaradi tega, ker v tej optiki vprašanje istospolnih družin postane povsem drugačno, kot ga želijo prikazati populistični politiki. Noben otrok namreč ne sme biti diskriminiran zaradi spolne usmerjenosti svojih staršev. Ob tem me neznansko zabava, kako nekateri politiki v isto sapo govorijo, da nimajo nič proti homoseksualcem, da pa otrok vendarle ne smejo vzgajati, saj bodo ti otroci lahko tudi sami postali homoseksualni. Če s homoseksualnostjo nimajo težav, zakaj imajo potem težave s tem? Mar ni to nelogično ali vsaj zelo hipokritsko? In če bi prebrali kakšen znanstveni članek na to temo, potem bi vedeli, da je njihova bojazen povsem neutemeljena. Če nam je kot družbi res pomembno, da zaščitimo otroke, mar ni potem prav priznanje raznovrstnosti družin, v kateri otroci danes živijo, korak v pravo smer? Kako naj namreč socialna mama, ki skupaj z biološko mamo skrbi za otroka, ga vzgaja in neguje, razloži otroku, zakaj ne sme na roditeljski sestanek, zakaj njen podpis v šolsko beležnico ni veljaven, zakaj nikoli ne pride poln v vrtec, zakaj ga ne sme obiskati v bolnišnici in tako naprej. To je le banalni vrh vsakdanjih zgodb, ki jih povzroča nevidnost socialnih staršev v obstoječi zakonodaji. Nov družinski zakonik nam torej kot družbi nalaga, da se končno soočimo s svojo homofobijo in vzpostavimo družbo, ki bo vključujoča in skrbna do vseh otrok. Za otroka namreč ni dovolj, da ima očeta in mamo. Spol ni nikakršna garancija. Otrok namreč potrebuje skrbno, ljubečo in odgovorno odraslo osebo. Ali več njih. Zdi se, da se ves čas vrtimo okrog spola, pozabljamo pa na vsebino družine. Ni važno, katerega spola je človek, važno je, kakšen odnos ima do otroka. Ni torej pomembna oblika družine, pač pa vsebina družine.